Središče slovenskega protestantskega gibanja je bilo tam, kjer je danes zgradba, ki jo imenujemo Kresija v Ljubljani, to je na drugi strani Tromostovja. In to je pravzaprav žalostno, ker tam, kjer je zdaj ta zgradba, je včasih bil en kompleks, ki se je imenoval Špital. In v tem kompleksu, to je bila kot sirotišnica, hiralnica, to je bilo kraj za reveže, ampak sredi tega je bila cerkev, manjša gotska cerkvica že iz 14. stoletja. In cel ta špitalski kompleks je bil v lasti mesta Ljubljane, se pravi, in pod njegovim patronatom. In torej, in seveda, ker je bil meščani, ker je bilo mesto Ljubljana za protestante, za Trubarja in za njegove ljudi, so oni suvereno razpolagali s to cerkveno zgradbo in zato so tam pridigali Trubar in potem po letu 1564 pa tudi drugi, oziroma drugi že tudi prej, ampak po letu 1564 naj bi si jo protestanti kompletno prilastili to zgradbo za dobrih 34 let do protireformacije. No, malo je žalostno, ne, da te zgradbe ni več, ne, pa tudi celega prostora ni več, celega okolja ni več, ne, ker to je dejansko bila cerkev porušena oziroma predelana v trgovine že leta 1831, kar je zanimivo. Cel kompleks je pa potem bil porušen leta 1895 oziroma po ljubljanskem potresu in potem so zgradili današnjo zgradbo Kresijo, pa na drugi strani Filipov dvorec kot nek tak vhod v Ljubljano, staro Ljubljano. Žalostno je to, da tega kraja ni več, tako. In tam je bila tudi v teh prostorih okrog te cerkve je bila tudi očitno stanovska šola, ki je pozneje potem vodil Adam Bohorič. Ne vem, ugibam, da je bila tam verjetno tudi tiskarna Janža Mandeljca, ki je tiskala prve protestantske knjige na Slovenskem. Drugo dejstvo, ki je pa mogoče še bolj žalostno, je pa to, da so leta škof Tomaž Hren, ki je bil kolovodja protireformacije, je najprej to cerkvico Svete Elizabete, špitalsko cerkev je najprej oskrunil, menda je razbil krstni kamen tam in ročno raztrgal protestantske knjige, to je moglo biti leta 1598. Ampak potem čez 3 leta so se pa on odločil ponovno posvetiti in je takrat potem mestni svet ljubljanski je to bogato proslavil, ne, kot da bi se te ljudje, ki so dejansko dotlej podpirali protestantizem, kot da bi se obrnili po vetru. In so menda obilno gostijo in proslavo sami na svoje stroške takrat priredili. In ko sem o tem razmišljal, mi je to bilo zelo težko, ker to se mi zdi pa kaže na eno značajsko lastnost Slovencev, ki nas tepe in ki je grozen greh, no, in jaz v bistvu želim moliti. Prav tako težo čutim zaradi tega in želim to izročiti Bogu, da nam Bog to oprosti. In zanimivo, sploh mi ne uspe niti najti besede, slovenske besede, ki bi opisala ta greh. Lahko, tule sem si napisal 10 različnih besed, ki jo približno opisujem, ampak nobena ni čista prava, mogoče nek tak oblak teh besed narediti, no, ampak želim to kar obrniti v molitvo. Aba, Oče, jaz te prosim za nas Slovence, da se nas usmiliš. Tako kot je Trubar že molil, Oče, res ne morem drugače moliti, usmili se, ker smo očitno bolj grešili kot drugi narodi. In bolj trpimo zaradi raznega zla. In tudi bolj trpimo v sebi in pobijamo kar drugega, ali pa sami sebe v samomorih. Bolj kot drugi narodi, Oče. Oče, poglej, naš narod že na začetku, že tam, na oni cerkvici tam ob Gosposvetskem polju ni več
knežje palače, samo ona zazidana vrata so, pa gore roka, ki blagoslavlja, ampak na drugi strani ni nič. In tudi tega kraja, ki se je začelo prebojenje sred 16. stoletja, tega mesta tudi ni več, je porušeno. In je tam nekaj čist drugega zdaj. Ampak obenem tudi vidimo, da očitno sami Slovenci nismo bili zreli za evangelij, ker se je večina ful hitro obrnila. Ja, tisti, ki so bili zvesti, so pobegnili. Nekateri, kot slišimo, so tudi prelili kri in zapečatili pričevanje s krvjo, ampak večina se jih je pa obrnila proti vetru in oče, jaz želim priznati ta greh zdaj pred tabo in te prositi za odpuščanje. Aba, oče, odpust Slovencem to klečeplazenje, tudi to hlapčevstvo, ki ga je Cankar detektiral, pa hkrati nezvestobo, pa hinavščino, pa obračanje po vetru, pa uklonljivost, priliznjenost, izdajo, izdajalstvo, zatajitev, koristoljubje na drugi strani, nehvaležnost, podkupljivost, nenačelnost, neznačajnost, zahrbtnost. Aba, oče, ja, to, kdor hoče nositi tvoj evangelij, ne more tako živeti. In te prosim, da nam odpustiš ta greh, da smo dejansko z evangelijem, ki si nam ga izročil v 16. stoletju, da večina ljudi ni ravnala zvesto, ampak je ravnala obratno. Ni ravnala pravično in resnično. In se tudi, se ni uklonila Jezusovemu križu. Oče, odpust ta greh. Odpust, Aba, oče, prosim, v imenu Jezusa Kristusa. In tudi, oče, v imenu tistih, ki pa so bili že tudi takrat iskreni in so položili svoje življenje zate. Tudi konec koncev Primož Trubar je bil pripravljen umreti in je bil na koncu umrl v izgnanstvu, v nikdar domu. Nekateri drugi pa so umrli, oče. Ampak jaz te prosim, da danes dvigneš generacijo ljudi, ki bodo pripravljeni za evangelij tudi kaj pretrpeti in ki bodo pripravljeni stati na resnici. In se ne bodo ustrašili in se ne bodo umaknili nazaj, ko bo prišla težava. In prosim najprej zame samega, Gospod, da me očistiš vsega tega, ker sem prej imenoval tega zla in da lahko hodim res po Jezusovih stopinjah, da lahko hodim vredno tvojega evangelija, Jezus. Molim, Aba, oče, da se to zgodi še v našem rodu, da se dvigne tak rod. Amen.